Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, cenjeni gostje. Danes Ilirija znova odpira svoja vrata v novi podobi. Dobrodošli na svečanem odprtju športnega centra Ilirija. The word is about, there's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But it all clocked clear to me, that is all just a little bit of history repeating. The newspapers shout, a new style is growing. But it don't know if it's coming or going. There is fashion, there is bad. Some is good, some is bad. But the joke is rather sad. And it's all just a little bit of history repeating. And I've seen it before, and I'll see it again. Yes, I've seen it before. It's all just a little bit of history repeating. People don't dance if they can't see who's singing. But why ask your head when your hips are swinging? Life's for us to enjoy. Woman, man, girl and boy, is your life and the joy. That is all just a little bit of history repeating. And I've seen it before. Yes, I've seen it again. Oh, I think I'll see it before. Oh, just a little bit of history. A little bit of history. A little bit of history. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, vsi cenjeni gostje, toplo pozdravljeni in prisrčno dobrodošli ob otvoritvi prenovljenega centra Ilirija. V uvodu smo slišali pomenljivo glasbo z naslovom History Repeating. Zgodovina se ponavlja. Občudovali smo mlade plavalke kluba umetnostnega plavanja Katalina Ljubljana. Najmlajša med njimi je stara oziroma mlada komaj 6 let. In slišali Urbana Lutmana iz zasedbe Batista Cadillac. Naj bo ta večer, sonce se je že skrilo, poln navdiha, spominov
in novih začetkov. Zazrimo se torej za nekaj hipov med spomine, ki jih hrani Muzej športa. Odprtje kopališča Ilirija maja 1929 je predstavljalo pomembno novost v Ljubljani. Glavna zasluga za to gre inženirju Stanku Blovtku, ki je s svojim delom zaznamoval tako športni klub Ilirija, kot tudi celoten slovenski šport. Z gradbenikom Miroslavom Zupanom, ki je za zasnovo prejel tudi nagrado v Londonu, sta financirala izgradbo kopališča na prostoru, ki ga je klubu dala na razpolago občina. Kopališče je seveda takoj povzročilo pospešen razvoj tekmovalnega vodnega športa v Ljubljani, ki je Ilirijo dvignil v državni vrh in tudi širše. Pomembne tekme v plavanju, skokih v vodo in vaterpolu so znale privabiti veliko število gledalcev. Ti pa so lahko uživali tudi v nočnih tekmah. Ob tem pa je bazen zadostil tudi potrebo po rekreativnem plavanju v mestu, ki je bila dotlej omejena le na reke v poletnih mesecih. In to svojo funkcijo je upravljal vse do nedavnega, ko se je res začela prepotrebna obnova in prenova in nadgradnja celotnega kompleksa. Ilirija nosi zgodbo mnogih generacij in ta zgodba danes dobiva nova poglavja in nov zagon. K besedi vabimo arhitekta, gospoda Petra Lorenca. Dobrodošli, welcome! Predlagam, da ploskate, dokler niso vsi govorniki pred mikrofonom. Thank you. I would like to thank you to minimum hundreds of people, but they gave me only 3 minutes, so I have to take out 4 people. First of all, I have to thank Zoran Jankovic, who took over as a mayor in 2007 and for 18 years has been trying to realize this project. Second, I would like to thank to Jan Koschel, who was not only a good friend and colleague, but you supported architecture and urban planning for 20 years, 25 years. Then would like to thank Miran Gajšek, who was the city planner for most of the time. He tried the very difficult task with all the regulations and the city planning arguments. Last not least, I would like to thank to Vika Potočnik, who organized 25 years ago the first international competition of architecture in Slovenia. Thank you. Next. It was only 4 years after founding the state in 1901, the Illyria saga began with the decision of the city in 1995 to produce a new Illyria pool. Now, it is a parallel story to the development of Slovenia, and many ups and downs of this project are absolutely the mirror of an incredible development of this young nation. For us, the saga started 25 years ago, so it accompanied a great part of my life. The credit for the most important quality of this project goes to the politicians and city planners who decided that the new Illyria sports infrastructure will sit on the same location as the old one. This was much discussed, but it is a great gain for the city and for its recognized enriching urbanity and sustainability. Please look at other cities like Paris, for example, Olympic Games, where all this water infrastructure is in the outskirts, closed boxes with only introverted pools. Now we tried somehow to have the old swimming pool just with a roof above, but you still can look around and you still are in the middle of the city.
the strict Baroque geometry of the Tivoli was for us worthy of preservation. And you can see on this map also the railways on the right side of the existing Biliera, who was then still open to Tivoli. And now in the next picture, you can see 1942. The railways were shifted to the outside of Illyria, which isolated Illyria grounds totally from the Tivoli, and the Letterman Avenue that you have here sideways was totally destroyed. Next picture. So we tried to make out of Illyria a link between the city and this fantastic Tivoli Park. So we have a public piazza outside, which is the connection. It's like a link, it's like a joint, something like this. And well, we would like to tell you something about perceiving spatial diversity. In my opinion, the irreplaceable task of architecture is to stimulate our brains with a variety of spaces and to experience spatial attractiveness, which means the ability of spatial perception refers to the brain's ability to understand and interpret not only the physical space like now, but it influences also our mathematical and logical thinking, our language development, problem solving. Don't forget this aspect when you educate children. A Slovenian friend and colleague of mine described Illyria as a spatial explosion. It was for us the main task on this project to look through, to have views, to look out, to look in, to have the railways, to have the cars, to be in the middle of the city. And to have, when you're in here, to have a constant dialogue with the city. Also on the outside, when you go to Laterman, you will see the training pool goes down and joins again with the tunnel of crossing the railways. Next. It was, some of you might know, Cristo, the famous artist, at the Lago di Sea 2016. He inspired this transformation of the water sieve. We would like to have a bit like today, to use this pool not only for swimming, but for concerts, for presentations, and all kinds of events. What is important for us is also the internal dialogue, which means in the, if you can go on, next picture, please. The internal dialogue from the staircase, that the staircase is not blocked off, but you have a direct connection, and the visual dialogue with the gym, with the activities in the gym halls. What is important, it's the next picture, please, is the hybrid mixed use of this citadel, which means we have the covered piazza, we have the urban loggia on the top of the entrance building, where I hope the mayor next elections will hold his political speeches from there, outside on the terrace. And we have a new cafe, and we have the gymnastics building with the open martial rooms. So this becomes urbanity and not just a closed-off function. There's one big roof. Next picture, there's one big roof that was the effect of many, many alternatives. And this roof will become, hopefully, a strong identity for this location. It's a roof of 12,000 square meters, so it covers everything. It's a city in the city amongst the roof. Next picture, we developed the steel structure. Please enjoy the steel structure. We have here 1,600 tons of steel, which is about the weight of 1,200 cars. This span is about 54 meters, just to explain what kind of work it was for the general executing firm Macro 5. Next picture for us, this is a model from 2019. For us, the reflections and the skylights and the daylight was completely important.
And you can see in the next picture something that you could have seen here at 5 o'clock in the afternoon. You can see the water reflects even to the stands. It goes away soon, and other things are being reflected. And on the next picture, you see the artificial light, which you don't see today. But you can see the artificial light. Everybody involved knows how long it took to have to convince about this light, which is no glare, and it's illuminating the ceiling. On the next picture, you see the material. This ceiling is a completely new development, and I must at this point thank to Raiko Gigante and to Cyril Malkoun, because this was an incredibly difficult development and still had to fit in a very strict budget. But I think now everybody can see what function this has. So now I come to the last point, materials and colors. You will see that the blue dominates. I could talk hours about the blue color, but they only gave me 3 minutes. So I just want to say the blue has a secrecy, is related to the water, and is dominating here in the color finding beside the very raw materials. At the end, I would like to thank you, and I hope that Ljubljana will be able to enjoy this place in the middle of the city, that we were able to do a contribution. And I'm really grateful, because this project is for sure my life work. Thank you. Hvala, spoštovani arhitekt, gospod Peter Lorenz, za to izčrpno prezentacijo. Torej ponovimo, 2 notranja bazena, zunanji otroški in čofotalnik, pa 4 dvorane, fitness, tamle pod eno izmed tribun, ter tudi kavarna. Pa si zdaj še v sliki pogledajmo, kako je potekala gradnja.
V čast vsem spominom naj bo vaš aplavz. V pričakovanju novih čudovitih doživetij in športnih dosežkov pa naj zdaj zazveni pesem, ki jo bo Raven zapela ob spodbudi vaterpolistov kluba Ljubljana Slovan. Z njimi bo tudi trio Erojka. Oh ma douce souffrance, pourquoi ce charme tu commences? Je suis qu'un être sans importance. Sans lui je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je suis qu'un être sans importance. Oh ma douce souffrance. J'aime le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Un peu d'amour, un brin de miel. Je danse, 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 danse. Et dans le bruit, je cours et j'ai peur. Et c'est mon tour, bien là, douleur. Dans tout Paris, je m'abandonne et je m'envole, vole, 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 de souffrance. Pourquoi te charmes, tu commences? Je suis qu'un être sans importance. Oh ma douce souffrance. J'aime le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Un peu d'amour, un brin de miel. Et je danse, 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 danse. Et dans le bruit, je cours et j'ai peur. Et c'est mon tour, bien là, douleur. Dans tout Paris, je m'abandonne et je m'envole, vole, 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 vole. Cette douce souffrance, oublie ma peine immense. Écoute comment ma quête danse. Cette douce souffrance. J'aime le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Un peu d'amour, un brin de miel. Et je me vole, 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 vole. Et dans le bruit, je cours et j'ai peur. Et c'est mon tour, bien là, douleur. Dans tout Paris, je m'abandonne et je m'envole, vole, 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 vole. Vhod Ilirije je krasil in še krasi kip Kopavka, ki ga je leta 1942 izdelal France Gorše. Leta 2007 je bil ukraden in na pobudo Mestne občine Ljubljana in Komisije za postavitev spomenikov v Stari Ljubljani je prišlo do pobude za rekonstrukcijo tega kipa. Projekt je bil izveden v sodelovanju z Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje v okviru magistrskega študija kiparstva.
Delo sta skupaj ustvarila študenta Denis Vučko in Denis Dražetič pod mentorstvom profesorja Matjaža Počivavška. In Denis Dražetič in Denis Vučko sta nocoj z nami in tudi Kopavka je z nami. Vljudno vabimo Denisa Dražetiča in Denisa Vučka, da jo svečano odkrijeta. In naj Kopavka prva preplava dolžino olimpijskega bazena. Na tisti strani je skopčila kopalka iz leta 1942, na tej strani pa je ven prišla plavalka. Kdo? Ena in edina olimpika Neža Klančar. Neža, kakšen je bazen? Skoraj da že državni rekord. Ja, želim si, da bi tudi tukaj enkrat postavila svoj osebni državni rekord. Bazen je hiter in res se veselim, da vsi lahko skočimo v ta bazen, ki je fenomenalen. Bazen je torej hiter, dajmo še en aplavz. Kako plavalci začutite, da je bazen hiter? Ne vem, pač bazen je hiter ali pa ni, ne? In ta definitivno je. Tako da to bodo še drugi mogli povedati, da bodo potrdili mojo trditev. Ja, in drugi bodo kmalu skočili tudi v vodo, pa me zanima, ste prava ambasadorka tega bazena, slišal sem, vaša mama mi je prišepnila, da ste že povabili tuje plavalce in plavalke, da pridejo sem v Ljubljano, da preizkusijo ta bazen. Ja, seveda sem jih povabila, tako kot oni mene povabijo, zdaj lahko jaz povabim v moje domače mesto na ta prečudovit bazen in res si želim, da se bodo odzvali na to povabilo. Ponosna Ljubljančanka v najlepšem mestu na svetu. Hvala lepa. Najlepša hvala Neži Klančar. K nagovoru pa zdaj vabimo predsednika Olimpijskega komiteja Slovenije, Združenja športnih zvez, gospoda Franja Bobinca. Dober večer in lep pozdrav. Spoštovani gospod predsednik Vlade Republike Slovenije, gospod dr. Robert Golob, gospod podpredsednik Vlade Republike Slovenije, gospod Klemen Boštjančič, gospod Matjaž Han, minister za šport, gospodarstvo in turizem, spoštovani visoke gostje, ministri, oba bivša predsednika, gospod Kučan in gospod Türk, dragi prijatelji športa, izjemno sem vesel, da vas lahko nagovorim danes na tem prečudovitem dogodku, kajti to je izjemno pomemben trenutek odprtje tega športnega centra, ne samo za Ljubljano in ne samo za plavanje, ampak za celotno Slovenijo. Ampak moja iskrena čestitka in seveda največji pozdrav našemu današnjemu gostitelju, ki je pravzaprav motor tega projekta s svojo ekipo, kot je motor običajno pri vseh pomembnih projektih prenove Nove Ljubljane. In to je gospod Zoran Janković. Predlagam en velik aplavz, dragi in spoštovani Zoran, zate in za tvojo ekipo. Stoletne sanje na nek način inženirja Stanka Blodka, ki je bil vizionar, ki je zamislil to Ilirijo tako, da bo to zunanji bazen, kjer se bodo generacije Ljubljančanov in Slovencev naučile plavati,
in to je seveda bil skozi dolgo vrsto let kultni bazen, ki je zaznamoval generacije Slovencev. Stoletne sanje so se na nek način s tem projektom nadgradile. Zakaj? Kajti to ni samo rekreacija, to ni samo druženje, to je zdaj priložnost, da vrhunski šport znotraj tega projekta najde svoje mesto in možnost tudi za velike športne prireditve, ki bo Ljubljana tudi v tem bazenu lahko gostila. Plavanje je čudovit šport, je bazičen šport, verjetno poleg atletike, gimnastike tisti osnovni, ki ga mladostniki začenjajo in je dobro za razvoj vsakega posameznika. Ampak to je seveda tisti globalni šport, ki je izredno zahteven, zato je zanimiv pogled v zgodovino. Morda ne veste vsi, ampak leta 1936 je bil prvi Slovenec na olimpijskih igrah, Draško Vilfan v Berlinu, istega leta pa je potem Tone Cerar dosegel tudi bronasto medaljo na Evropskem prvenstvu v plavanju. To so bili čudoviti začetki, ampak za nas velik uspeh, največji uspeh do sedaj v slovenskem plavanju je prav gotovo tista edina srebrna medalja, ki je za nas zlata, Sare Isakovič v Pekingu leta 2008. Ampak vmes se je dogajalo marsikaj skozi to dolgoletno, stoletno zgodovino slovenskega plavanja. Ogromno je imen plavalk, plavalcev, zaslužnih športnih delavcev, trenerjev. Naj omenim seveda samo brata Petrič, pa Petra Mankoča, Darko Đurić, ki je po svoje seveda kot paraplavalec zaznamoval to plavanje, pa mnogo plavalk in plavalcev in trenerjev seveda, Ciril Globočnik, Miha Potočnik, Dimitrij Mancevič, pa vse do seveda lanskoletnega uspeha naše Neže Klančar, ki je po sušnih letih na nek način priplavala Sloveniji ponovno finale na olimpijskih igrah v Parizu. 6. mesto je izjemen uspeh. In njen trener Tomaž Torkar, ki je nasledil Gorazda Podržavnika, je opravil enako kot Neža ogromno delo in to je en fantastičen zametek za še boljši trenutek in še lepšo prihodnost slovenskega plavanja in športa nasploh. Ampak seveda Slovenija je športna dežela. To, da smo med najboljšimi na svetu, nam zavidajo tudi največji, ki so na šport ponosni. Ampak ni vrhunskega športa brez športa na lokalni ravni. Zato velika zahvala vsem, ki v klubih in društvih po vsej Sloveniji organizirate in vodite ta šport, vsem športnikom, športnicam, trenerjem, pa seveda državi, vladi, ministrstvu, ki podpira, ki daje pomoč in seveda vsem sponzorjem, ker veliko vas je tukaj med nami, staršem, družinam, prostovoljcem. Hvala za to, da podpirate slovenski šport. Po drugi strani pa seveda slovenskega športa ni brez ustrezne športne infrastrukture. In če kaj je potem tale športni center Ilirija, ki na nek način postaja olimpijski center Ilirija, dober dokaz za to, da je to lahko za bodoče ena fantastična platforma za nadaljnji razvoj slovenskega športa, še posebej zato, ker je ob tem plavalnem bazenu tudi množica drugih objektov, terenov, dvoran, ki so sila zanimive za razbor športa kot takega. Naj bo torej, in to je moja zaključna misel danes, naj bo torej športni center Ilirija čudovita platforma za razvoj vrhunskega športa, naj bo kovnica medalj in velikih dosežkov slovenskega plavanja in drugih športnih dosežkov Slovenije, hkrati pa naj bo tudi stičišče za druženje nas, ki se rekreiramo, ki se povezujemo, stari in mladi, za učenje športa tako in drugače, da bo tudi tisto poslanstvo Mednarodnega olimpijskega komiteja, ki pravi nekako, da skozi šport ustvarjamo boljši svet, tudi doseženo. In če je Ljubljana, kar je, najlepše mesto na svetu, sem trdno prepričan, da tudi Slovenija postaja najbolj športna država na svetu. Hvala in lep večer vsem. Hvala, spoštovani gospod Franjo Bobinac. Ne le profesionalni športniki, tudi
Mi vsi imamo z Ilirijo prepletene svoje spomine na trenutke veselja, razposajenosti in tudi ljubezni. Z nami pa je glasbeni gost, ki ima z Ilirijo povezan še posebno nostalgičen spomin. Tukaj je leta 1993 namreč imel svoj prvi koncert v karieri. Danes pa je ikona slovenske glasbe. Z nami je Jan Plestenjak. En lep dober večer. Moram popraviti Bernardo, to ni bil koncert. Tam je bil barček Ilirija, noč so bili 4 ljudje. 2 sta igrala pikado, 2 sta pa pila in jaz sem si predstavljal, da me vsi poslušajo. Prekrasen objekt, čestitke Ljubljana, čestitke Slovenija. Ona sanja o Ljubljani, ko vsako jutro ob 5 vstane. Ona sanja o Ljubljani, oči so težke in zaspane. Na postaji čaka vlak, in že 8 let je isto. Včeraj bil je dež in mrak, nebo je danes čisto. Mama ni dala upanja in oče jo pozabil je objet. Noče biti v duši stara in si v sanjah slika lepši svet. Ona sanja o Ljubljani, ko za prvo pauzo gre na cigaret in pepel zbeži na vetru, ko da noče biti ujet. Naj ne gre, to ji povej, ker diham za njo. Brez nje bo življenje moje v temo šlo. Naj ne gre, to ji povej, ker dal ji bom vse, vero v sebe, sanje, upanje, kam me pelje to življenje. Zdaj preklinja brez besed, ker že sita je čakanja dolgih dni in let. Kam jo pelje siva cesta, njeno skrito upanje. Rada bi z vasi do mesta, da kdo vrata ji odpre. Ona sanja o Ljubljani in ne ve, da tudi tam ljudje so sami. Od žalosti je slepa in ne ve, kako zelo je v sebi lepa. Ona sanja o Ljubljani, ker bi rada šla naprej in ne ve, da je nekje nekdo, ki tiho sanja o njej. Naj ne gre, to ji povej, ker diham za njo. Brez nje bo življenje moje v temo šlo. Naj ne gre, to ji povej, ker dal ji bom vse, vero v
sanja o Ljubljani. Hvala Janu Plestenjaku in hvala izjemni Tamji Šeme. Gospe in gospodje, cenjeni gostje, k nagovoru pa zdaj vabimo ministra za gospodarstvo, turizem in šport, gospoda Matjaža Hana. Pozdravljeni pred mikrofonom, gospod minister. Pozdravljeni. Najprej lep dober večer. Sicer je težko po Janu nastopati, ampak bom zmogel. Spoštovani gospod župan Zoran Janković, spoštovana obedva bivša predsednika države, spoštovani ministri, poslanke, poslanci, spoštovani gospe, gospodje, predsednik Olimpijskega komiteja, verjetno sem v tej imenitni družbi še koga pozdravil, pa vendarle en lep dober dan tu v Ljubljani. Moram reči, da me veseli, da danes stojim tu pred vami in da z navdušenjem na nek način opazujem ta novi objekt. In naj vam naprej iz srca čestitam ob otvoritvi tega impresivnega objekta, ki pa, dragi moji, ni nikakor samo športni objekt. Ob tem, da ohranja, kar je zelo pomembno, kulturno zapuščnino kopališča in pa v tej novi moderni zgodbi zelenega izpolnjuje visoke standarde okoljske nevtralne zgradbe. Tak objekt pa, gospe in gospodje, seveda pomeni tudi izjemno obogatitev mesta Ljubljane in strinjam se z predsednikom Olimpijskega komiteja tudi naše prelepe Slovenije. Čestitke na tem mestu, spoštovani župan, tebi, direktorci in vsem pri uspešnem izvedenem projektu. Kot smo že danes slišali in videli, kopališče Ilirija ima neizmerno bogato zgodovino. Bilo je središče športa, bilo je središče druženja in bilo je središče mnogih nepozabnih trenutkov. Za svojo prenovo pa se vrača v več kot sodoben, funkcionalen in trajnostno zasnovan športni objekt, ki bo seveda nudil možnost za športno udejstvovanje številnim njegovim prebivalcem. Najboljšim pa bo omogočil odlične pogoje za trening. V Sloveniji smo imeli veliko plavalnih šampionov. In jaz sem siguren in prepričan, da bomo zaradi tega prenovljenega bazena zopet omogočili, da plavanje zopet postane športna paradna disciplina naše športne Slovenije. Kajti še tak talent se ne more razviti brez ustreznih pogojev, ki jih pa lahko nudi samo dobra športna infrastruktura. Jaz se rad udeležujem vseh športnih prireditev, udeležujem takih dogodkov, ki kažejo nek napredek naše Slovenije in s tem damo vsi skupaj tudi podporo športu. Kajti šport, gospe in gospodje, nas povezuje, šport nas navdihuje. Pa naj gre za vrhunski šport, ob katerem seveda navijamo na tribunah ali pa samo na kavčih v naših dnevnih sobah. Ali pa gre za rekreativni šport, ki omogoča, da ob popoldnevih sproščamo svoj adrenalin. Ob današnjem hitrem tempu življenja je dostopnost do kakovostne športne infrastrukture zelo pomembno
pomembno zato, da se družimo, predvsem pa je pomembno za zdravje in za dobro počutje naših prebivalcev. Dragi moji, naj vam vaše novo kopališče prenese veliko sproščenih, zabavnih, predvsem pa zmagovalnih trenutkov, ki jih piše naša Slovenija. Srečno Ljubljana in srečno Slovenija. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod minister. Pred vami je bil torej Jan Plestenjak, za vami pa bo še ena ikona slovenske glasbe. Tamle nekje v temi za železniško progo je Tivoli. In simbolno se bomo zdaj sprehodili tja. In kaj pravite, najboljša družba je prav gotovo družba Magnifica. Dolgo se že nisva videla, hvala Bogu in kako si kaj. Hvala Bogu nisi se kaj dosti spremenila. Si morda razpoložena kdaj, povabim te na kavo ali čaj. Lahko pa tudi kar tako se bova že zmenila. Vem, da zdaj nekaj drugi živiš, slišal sem, da ti odlično gre, ampak zdi se mi, da še nisi pozabila, da takrat ni bil samo slučaj, da pomisliš name kdaj pa kdaj. Na istem mestu se lahko dobiva. Pridi nocoj v Tivoli, bova plesala. Slov, slov, kvik, kvik, nežen dotik in z obrazom čik tu čik, gor čez Belvik v Tivoli, da bova sama, le jaz in ti, kakor nekoč. Naj vzame črna noč. Upam, da se kmalu vidiva, pazi nase in lepo se imej. Naj ti dam samo še en poljub za adijo. Pokliči kaj, ko boš imela čas, če bi rada slišala moj glas. Na istem mestu spet, amore mio. Pridi nocoj v Tivoli, bova plesala. Slov, slov, kvik, kvik, nežen dotik in z obrazom čik tu čik, gor čez Belvik v Tivoli, da bova sama, le jaz in ti, kakor nekoč. Naj vzame črna noč. Laj, la, la, laj, laj, la, la, laj, 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 la, la, laj, la, 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 laj. In z obrazom čik tu čik, gor čez Belvik v Tivoli, da bova sama, le jaz in ti, kakor nekoč. Naj vzame črna noč. Najlepša hvala.
Hvala Magnifiku, ki nas je torej popeljal do Tivolja skozi Latermanov podhod. Ta povezava, ki vodi pod železniško progo, je prav tako velika pridobitev prenove. Ob tem pa bo športni center Ilirija imel tudi muzej Stanka Blovtka in pa podzemno garažo. In zdaj, gospe in gospodje, cenjeni gostje, k nagovoru vabimo župana Mestne občine Ljubljana, gospoda Zorana Jankovića. Dobar dan. Dober večer želim in dobrodošli, spoštovani prijatelji ljubljanskega športa, slovenskega športa, vsi gostje in pa drage sodelavke, sodelavci. Danes je zame dan zmage, dan uspeha. Moje srce je polno zaradi mojih sodelavcev, ki so spet pripeljali en projekt do konca. Ima dolgo brado in ne bi bilo dovoljeno, ker je dan zmage, da naštem tiste, ki so bili na poti tega projekta. Hvala Viki Potočnik, da je položila temeljni kamen. Brez tega ne vem, če bi jaz dal program Ilirijo leta 2006. Hvala našemu bivšemu podžupanu, profesoru Koželju, ki je zbral pogum, da je natečaj mednarodni, javni, potrdil s tem, da je zaupal projektiranje biroju Lorenz. Čestitke na projektu. Hvala tudi projektantom Meleje, ki so tu sodelovali. Jaz mislim, da smo lahko vsi ponosni. Posebna zahvala gre nadzorni službi, ki je svoje delo opravila odlično. Moram priznati, da se redko kdaj zgodi, da tako izvrstno delo na kontroli kvalitete in tudi obračuna. Hvala podjetju Makro 5 in vodji projekta Klemnu, inženirju Klemnu, ki je tu bedel dan in noč. Posebna zahvala gre pa Jakobu Žigantu, človeku, ki je mož beseda, ki je strokovan, ki je razumevajoč, imava v teku teh 2 let in pol samo en dan, ki se niso razumela. To so bila pogajanja. Vse ostalo je prišlo do tega vrhunca in mislim, da ima Makro 5 krasne reference. Tisto, kar bi ponovil, zdaj, ko smo vsi prisotni, takrat sva se spogajala za 43 milijonov evrov, drugi je bil Štrabak 2 milijona dražji in na tem objektu ni bilo niti ene podržitve, kar gre zasluga nadzoru. Smo pa priznali vsa dodatna dela, teh je bilo za 8 milijonov, ki jih je nadzor potrdil. Ta objekt je samooskrben tako dober, da je Ekosklad namenil temu projektu 4 milijone državnih sredstev. To je zasluga projektantov, nadzora in izvajalcev. Čestitke vsem. Posebna zahvala gre moji najboljši ekipi. Lahko bi vse našteval, ampak izpostavil bom samo 2 osebi, Majo Žitnik in Meto Gabron, ter vse njihove bližnje sodelavce. Vaše delo je res dokaz, topli vodi od zad, da lepo teče, bazen je menda hiter. Malo sem razmišljal, če govoriti, ali slučajno padem oblečen v bazen. Ne vem, kaj bi bilo bolj zanimivo za medije, ampak, kot je rekla naša olimpijska tekmovalka, pomeni, da je bazen hiter, ne, pa bi me hiter ven pobrali. Hvala gospodu Franju Bobincu na lepih besedah. Olimpijski komite je ta objekt prepoznal kot olimpijski kompleks in tudi hvala ministru Matjažu Hanu, ki upam, da po tem, kar je videl in kar je rekel, bo namenil tudi nekaj državnih sredstev za športne objekte v Ljubljani. Pa so še vedno pri Iliriji. Zase ne vem, kateri del Ilirije mi je bolj pri srcu, ali tu, ker stojim,
ali če grem v dvorane tu proti zahodu, ali če grem končno po Latermanu, po podhodom pod progo, da si lahko direktno v Tivoliju, in napovedujem, da bomo že letos postavili prvi kip tistemu, ki je Slovenijo pripeljal v družbo Olimpijskega komiteja, Janezu Kocijančiču. V nadaljevanju bo to aleja športnih velikanov, ki si zaslužijo, ki so ponesli slavo Slovenije, Ljubljane po svetu, in to je ena mala zahvala. Izpostavil bi še ta zunanji del, ki je za moj okus nekaj najlepšega. Konec koncev imamo zeleno travo, imamo rokometno igrišče, 2 košarkaški, odbojko na mivki, atletsko stezo in ponudba tako za tekmovalce, za naše najmlajše, ki se učijo plavati, je tako polna, da vsak bo našel nekaj za svoj okus. Še ena zadeva, ki me motivira, da tudi naprej vodimo to izvrstno delo. Mi imamo trenutno 3 bazene, ki so v funkciji, s tem je 4. Do poletja bomo končali še Vevče in Ilirija in Vevče podvojita bazenske površine v Ljubljani. Mislim, da je to največja nagrada našim Ljubljančankam in Ljubljančanom, da se bojo lahko dejansko ukvarjali športom, ki ga imajo radi. V poletju bomo začeli pa delati največji športni objekt v Ljubljani, to je atletski center, tako da se vidimo tudi na naslednjih otvoritvah. Danes pa res iz srca hvala. Ne znam povedati, kako je lepo, ko vidim toliko prijateljev športa, prijateljev Ljubljane, tistih, ki uživajo v razvoju Ljubljane, in dejansko tudi ta številni obisk približno toliko je, kot bojo polne tribune pri naših tekmovalcih, na drugi strani lahko še dodamo, ki bojo pokazali, da vejo in da vemo, zakaj je Ljubljana najlepše mesto na svetu. Zaradi ljudi, ki živijo v Ljubljani. Drage sodelavke in sodelavci, klanjam se iz srca hvala. Najlepša hvala spoštovanemu gospodu županu. Prenovljenega športnega centra Ilirija se torej že vsi zelo, zelo veselimo, najbolj pa seveda uporabniki. In danes ga bomo vsi skupaj predali uporabo vsem, profesionalnim plavalcem v okviru Plavalne zveze Slovenije in mnogim drugim. To bo torej prostor srečevanj in navdihovanj in tudi otvoritev je priložnost za radostno srečanje mnogih. Z nami so tudi izjemni športniki, profesionalni športniki, pa tudi rekreativni. Tako je, in pozdravimo jih najprej z enim velikim aplavzom. Prisrčno pozdravljeni! Z nami so Plavalni klub Ilirija, prvi in najstarejši klub v Sloveniji, ustanovljen leta 1919. Pa Plavalni klub Ljubljana, ustanovljen leta 1948. Zelena je barva Olimpije, Plavalni klub Olimpija, ustanovljen leta 1975. Trenutna članica je tudi Neža Klančar. Aplavz za športno društvo Riba, ustanovljeno leta 2002. Poleg profesionalnih plavalcev sta z nami tudi 2 nekoliko starejša veterana. Veliko dela so imeli danes že vaterpolisti kluba Ljubljana Slovan, ustanovljen leta 2003. Veliko jih je. Z nami pa je tudi športno društvo Apneja Slovenija, ki od leta 2014 organizira tečaje in treninge prostega potapljanja v Ljubljani.
In pa tudi avtonomni potapljači Univerzitetnega potapljaškega društva Poseidon, v katerem se potapljanja nauči največ študentov Univerze v Ljubljani, še posebej študentov Fakultete za šport. Prisrčna dobrodošlica tudi klubu umetnostnega plavanja Katalina Ljubljana. Ustanovljen je bil leta 2018. In poglejte že naše malčke. V okviru Plavalne zveze Slovenije delujejo tudi različni rekreativni programi. Med njimi vadba v vodi za nosečnice, Pa vadba za dojenčke in malčke, rekreativne plavalce in tudi vadba za seniorje. Damo en velik aplavz za naše najmlajše plavalce. Plavalna zveza Slovenije je ustanovljena leta 1922 in je krovna organizacija 47 plavalnih klubov, ki delujejo na področju plavanja, daljinskega plavanja in umetnostnega plavanja. Zveza združuje vrhunsko tekmovalnost v svetovnem merilu ob istočasnem razvoju množičnih programov in inkluzivnosti vseh družbenih skupin. Z nami so tudi paraplavalci. V Ljubljani v športnem društvu Riba vodijo program paraplavanja že 12. leto. In aplavz ter dobrodošlica tudi plavalcem Zavoda Center Vidim cilj. In pa predstavniki Paralimpijskega komiteja Slovenije, ki je krovna organizacija za šport invalidov Slovenije. Tule so torej naši junaki in junakinje, naj se torej ob glasbi sliši tudi vašo podporo. Dajmo vsi skupaj en velik aplavz za vse prisotne. Lep in prijeten je običaj, da je treba vsako novo pridobitev tudi simbolno otvoriti. In vljudno vabimo vse športnice in športnike, da se pripravite na to slavnostno dejanje. Midva pa bova na odru dobila pomoč. Z velikim veseljem zdaj v vsem drugačni obleki vabimo Nežo Klančar, finalistko zadnjih olimpijskih iger na 50 metrov prosto, toliko kot je preplavala danes. In pa Petra Mankoča, dvakratnega svetovnega rekorderja, dvakratnega evropskega rekorderja, trikratnega svetovnega prvaka in 11-kratnega evropskega prvaka. Peter Mankoč! Peter, kakšni so občutki, ne bom zdaj rekel po zmagi, ampak o pogledu na ta res prelep objekt? Ja, bazen je res tako lep, da me že malo, da bi mogoče se vrnil, ne? Sicer bi rabo enih 15 kil manj, ampak... Vrnil bi se Neža, morda kakšna pomoč pri povratku? Ja, prvo Petra povabim na ene višinske priprave, ker vemo, da se je tam vedno ful dobro pripravil za vse njegove odlične rezultate, potem ga pa izzivam na en dvoboj v bazenu. Sprejmete, Peter? Dajte mi do julija. Kaj mislite, da bo takšen objekt, ki ga vi niste imeli, pa ste vseeno vse to dosegli, kar sem prej prebral, pomeni plavalcem, ki plavajo zdaj in bodo plavali v prihodnosti? Dejstvo je, da kot vse stvari v svetu, tudi plavanje gre naprej in treba je z trendom in v pogojih, kakršen sem jaz trendil, ne bi bilo možnosti uspeti, kakor take uspehe imeti zdaj. Tako da jaz sem vesel, da bojo imeli bodoče generacije boljše pogoje, pa tudi upam, da bom lahko profesionalno pomagal, da pridemo na raven uvrstitev, ki je bilo v mojih časih. Spoštovani gostje, slišali ste, Peter je sprejel Nežin izziv. Zdaj pa vas sprašujem, kdo mislite, da bi zmagal v tej tekmi? Če mislite, da bi zmagal Peter, ploskajte glasno. Če mislite, da bi zmagala Neža, ploskajte še bolj glasno. Ja, mislim, da so izbrali Nežo, Peter. Neža bo namreč nastopila na olimpijskih igrah v Los Angelesu in pot tja bo zdaj nekoliko lažja, kaj ne? Ja, veliko lažja, tukaj blizu tudi živim, tako da ne moram biti bolj srečna. Tako kot smo že prej omenili, povabila bom jaz svoje sotekmovalce, novo ekipo, tako da res se tega veselim. Dobro, veselimo se vsi, zdaj pa gremo tistemu sklepnemu dejanju. Na začetku smo torej rekli, da se zgodovina ponavlja, ne? Prav na tem mestu, tu nekje, je bila tudi
tista otvoritvena slovesnost leta 1929, bilo je bojda tam okrog 2000 gledalcev, nekateri pravijo, da tudi i več. In takratni župan dr. Dinko Puc je bazen krstil tako, da je člani kluba nazdravil s kozarcem vina in vino na to zlil v bazen. Ko je vino zlil v bazen, je 24 plavalcev skočilo v vodo. Vendar pa mislim, da Bernarda, scenarij je tokrat vseeno malce drugačen, ne? Ja, vino bomo mi raje prihranili potem za druženje po tej slovesnosti. Spoštovani in spoštovane, Nežo Klančar in Petra Mankoča zdaj vabimo, da s simbolnim pritiskom na štartno napravo najavita skok športnikov v vodo in s tem predamo Ilirijo nam, uporabnikov. Zazvenela bo tudi ena najprepoznavnejših pesmi, ki slavi olimpijske dosežke in je za to priložnost dobila novo slovensko besedilo s hvalnico Ljubljani. Naredimo tako kot na tekmi. Ste pripravljeni? Ste pripravljeni? Peter? Samo še vaš aplavz manjka. Tako že. Na svoja mesta. Iz volje ljudstva rojena, skladina starega sveta, nasina smulja in pogum, Olimp Ilirija. Zmage bo iz kapelj in strasti, kalandrak daljnih vod, rapida vidi vsak, svoboden sem kot veter, moje sanje. In s tem smo prišli do konca današnje čudovite prireditve. In kot smo lahko slišali, sanje se uresničujejo. Naj nas še naprej krasita volja in pogum. Vse vas vljudno vabimo na pogostitev v sosednjo dvorano in se vidimo tukaj na Iliriji v kopalkah. Srečno!